Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Danes se oglašamo iz domače pisarne. Kot mnogi drugi Slovenci, tudi mi dva s Petro v teh dneh opravljava svoje službeno delo od doma. In dobra plat tega dejstva je to, da lahko skupaj v bistvu popijeva čaj tokrat, kar v službi v bistvu vsak dan ne moremo. Res je. Danes mineva točno 4 mesece, kar je bil najstarejši sin Luka operiran, imel je drugo transplantacijo in je bil praktično od konca lanskega avgusta do srede januarja letošnjega leta ves čas v bolnici. To je bilo za nas res eno tako stresno obdobje, napeto. Imel je 2 transplantaciji jeter in pa več operacij na črevesju. Ja, in kako smo mi dva kot zakonca oziroma mi kot družina šli skozi ta viharni čas, skozi to viharno obdobje, se nam razdi, da bi lahko najlažje opisala skozi 5 področij, ki smo jih najmočneje doživljali in okušali v tem obdobju. Prvo je prav gotovo izkustvo moči Božje besede. Torej, redno sva prebirala Božjo besedo, ampak v tem obdobju sva se zelo močno učila tega, kako pomembno je, da sva tudi poslušna tej Božji besedi, ne samo, da jo prebirava. Zelo močno sta najno govorila predvsem 2 odlomka. Enkrat med molitvijo sva odprla naključno Sveto pismo in je bil Ezekiel 37. Poglavje, 1. vrstica. Gospodova roka je bila nad menoj. Ta stavek se naju je tako močno dotaknil, da sva se ga potem večkrat v tistem kritičnem obdobju večkrat ponavljala in tudi, ko sva šla k Luku, ko je bil na intenzivnem oddelku, sva mu o tem pripovedovala in ga bodrila s tem stavkom. Videla sva, kako je res Božja beseda živa, kako zdravi, kako moč ima. Drug odlomek je bil pa, nama ga je pa posredoval prijatelj, ko ga je dobil v molitvi, in sicer Jeremija 33, 6. poglavje. Glej, pospešim mu okrevanje in ozdravljenje, ozdravim jih in jim odkrijem obilje miru in varnosti. Ta odlomek je prišel ravno v tem času, ko smo imeli je bilo res stanje Lukovo zelo kritično in tudi najina vera je takrat bila na preizkušnji. Imel je namreč več zaporednih operacij, in mi smo pričakovali, si želeli močno, da bo z vsaka operacija od teh zadnja, da bo konec te preizkušnje. In ta beseda se ne je res dotaknila točno takrat, ko sva je najbolj potrebovala. Potem druga taka točka, molitev. Se pravi, ta drža ostajanja v molitvi, pri tem nama je zelo pomagala molitev rožnega venca tudi. V avtomobilu, ko sva se vozila na obiske k Luku, ko sva prihajala domov skupaj z družino, smo molili rožni venec. Potem zelo močno smo doživljali resničnost zakramentov, predvsem svete Evharistije, in zelo močno se nam je dotaknilo tudi zakrament bolniškega maziljenja, ki ga je v tem obdobju Luka prejel kar večkrat, ker je bil pač večkrat v tej kritični situaciji in mi dva sva smela biti tukaj zraven. Potem tretjič bi lahko izpostavila, res midva sva se osredotočila samo na tisti dan. Samo tisti dan, ki je bil pred nama. Ker sva videla, kar sva gledala ali nazaj, sva se obremenjevala, kaj bi lahko še naredila, kaj nisva naredila, in to naju je samo sva videla dušilo. Prav tako je bilo pa tudi nevarno, da bi gledala preveč naprej. Kaj bo čez en teden, kaj bo z Lukom čez pol leta. Videla sva res, kako te ta misel posrka in te vleče k tlom. Kako pomembno je, da res, jaz sem zmeraj zjutraj, ko sem se zbudila, sem rekla, o Gospod, pokaži mi, kaj lahko v tem dnevu naredim dobrega. Ta dan si mi dal in kaj lahko naredim dobrega. Potem naši odnosi. Ja. Zelo pomembno področje, kakšni so bili naši odnosi v tem času preizkušnje. Predvsem najin odnos do Luka.
To je mene tako močno nagovorilo, ker po drugi transplantaciji sva se midva mislila, ok, hvala Bogu, transplantacija je tle, ne more iti narobe in potem je bilo Lukovo stanje zelo kritično. In v tismu je meni sam čez možgane prišla ta misel, hvala Bogu, da smo v dobrih odnosih, da nismo bili ali sprti, ali da nismo imeli nobenih nerešenih stvari. In sem res močno začutila, kako pomembni so ti naši odnosi in da se sproti pogovarjamo, rešujemo in si odpuščamo. In še zadnje močno področje je to občutenje moči skupnosti, ali pa kot rečemo občestva. Izredno veliko ljudi, prijateljev, sorodnikov, še posebej iz družine in življenja, je v teh dneh molilo za nas in nam to tudi povedalo. Kako pomembno je to, da ko si v takšni situaciji, veš, da nekdo moli za tebe, da ti pošlje SMS, da te pokliče, da te povpraša, če kaj potrebuješ. In vse to naju je in nas vse izredno dvigalo, ker smo v tem videli konkretne, otipljive božje dotike. Vsak človek, ki je tako ali drugače prišel v tem obdobju nam na pot, smo ga doživljali kot en poseben božji blagoslov. Ja, Žujo, hvala vsem za molitve. Kot vidite, je pomagalo. Bravo. Res je. In zdi se nam, da živimo zdaj, malo ponavljamo v tem času tega koronavirusa, ta trening zaupanja in premagovanja skušnjav strahu. Vsej mi dva to tako doživljava v teh dneh. Ne vem, mogoče nam je z tega naslova malo lažje te dni, ker se res želiva osredotočati na naše medsebojne odnose, na to, da tisto, kar morava narediti, narediva dobro. Tako kot si predstavlja oziroma kot čutiva, da nekako Bog od naju pričakuje. In to izkustvo, da je Gospod močnejši od vsake situacije, od vsakega viharja, ne izgleda še tako hud, to pa lahko rečeva, da naj jo spremlja na vsakem koraku. Želiva tega odnosa, zaupnosti tudi vsem vam in bodite blagoslovljeni. Dija.